Helikopterji slovenske policije ne služijo zgolj urejanju cestnega prometa, zasledovanju storilcev kaznivih dejanj in nadzoru državne meje. Izjemno pomembno vlogo igrajo namreč, ko gre za reševanje človeških življenj. Med humanitarnimi nalogami, ki jih opravlja letalska policijska enota, so tudi v javnosti slabše poznani, a nič manj zahtevni helikopterski prevozi dojenčkov v inkubatorju. Prevozi v dojenčkov inkubatorjih so začeli leta 1979 s prihodom prvega helikopterja Augusta, kasneje pa smo nadaljevali prevoze z večjim transportnim helikopterjem, kot je ta tukaj za mano. Po 3 desetletjih so na pomoč priskočili že 700 nedonošenčkom in zato ni čudno, da se je teh helikopterjev prijel vzdevek policijska štorklja. Vsi ti prevozi, ki so aktivirani strani zdravnikov, gre izključno za nujne prevoze, katerih transport po cesti ni možen, je pa nujno potrebno otroka prepeljati v center, kateri omogoča bistveno boljšo oskrbo. Pomoč je pred 6 leti potreboval tudi Žan, ki se je ob rojstvu spopadal s hudo dihalno stisko in so ga zato morali nujno prepeljati v ljubljanski klinični center. To je bil 28. oktober 2003, 14:40 se je rodil, malo po 3. uri pa se je zdravnica v porodnišnici odločila, da je pač prepeljan v bolnico v Ljubljano, v klinični center, zaradi tega, ker je imel težave z dihanjem. Hvala Bogu se je odločila, da bo zato poklicala helikopter letalske policijske enote, kateri so pa tudi kmalu prišli in ga odpeljali. V Ljubljani so pa tudi strokovno ga rešili, tako da je bil v roku 7 dni čist normalen. Zdaj pa tudi dohitel vrstnike, se ne pozna, da se je rodil prehitro. Tako da bi lahko rekel skoraj na en način je letalska policijska enota rešila življenje mojim sinom. Policisti in sodelujoče zdravniške ekipe kljub številnim rešenim življenjem ostajajo skromni. A o njihovi humanitarnosti dovolj povedo zahvalna pisma, ki tedensko polnijo njihove nabiralnike. Starši se odzivajo izjemno pozitivno. Jaz sem vesel, da so takšni odzivi, kot so, da se še vedno spominjajo naših posadk, kot posadk, katera jim je rešila življenje, za katere čutijo neko veliko mero hvaležnosti in res, bom rekel, nas nadaja to z nekim ponosom. 3. desetletje tovrstne pomoči želi letalska policijska enota proslaviti nekoliko drugače. Vseh 700 nedonošenčkov in njihove družine namreč vabijo na skupno praznovanje. 8. maja pripravljamo srečanje vseh otrok, ki smo jih kadarkoli pripeljali z inkubatorji v helikopterjih slovenske policije. Šlo bo za srečanje tako otrok s posadkami, staršev, posvojcev, kakor tudi za prikaz dela slovenske policije. Govorimo o prikazu tako helikopterjev, inkubatorjev, konec koncev pa tudi vodnikov službenih psov, policijskih konj, motoristov, tako da kar nekaj bo za videti in pričakujemo res tako prijetno srečanje. Seveda pa ste tja vabljeni tudi tisti, ki bi se srečanja želeli udeležiti zgolj iz radovednosti.